V današnjih novicah med drugim kmalu novo križišče v Maharovcu, namirni daljnovod pod zemljo, mineva 75 let od osvoboditve Auschwitza. Dober večer. Novice začenjamo z odmevno novico z političnega parketa. Potem, ko je pred dnevi svoj odstop napovedal obrambni minister Karel Erjavec in odstop v petek podal finančni minister Andrej Bertoncelj, je danes odstopil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki pravi, da v danih razmerah ne more delati. S tem se je v slovensko zgodovino zapisal kot četrti premier, ki je odstopil z položaja. Naključne mimoidoče v Novem mestu smo vprašali, kaj menijo o tem. A je 1. april? No, potem po redu. Mislim, da ne bo. To je zelo dobro za Slovenijo, za njega pa ne tako. Zato, ker to je priložnost, da zelo zgodnimi predčasnimi volitvami razni lobiji ne bodo ustvarjali nekih navideznih predsednikov vlad ali pa megastrank, tako kot se je dogajalo zdaj. Ne bo odstopil, kajti imamo samo enega predsednika in ta mora držati do konca, tako kot je do konca mandata. Ne vem, kaj bi rekel. Lepo mu že ne. Če ne more, sam ne more. Kaj ćemo? Boljše je, da odstopi, kar da vodi državu dol. Nadaljujemo pa z regionalno politiko. Osrednja tema 11. seje Krškega občinskega sveta je bil predlog zakona o pokrajinah. Kot vemo, je lani državni svet sprožil pobudo za ustanovitev pokrajin in prevzel koordinacijo za pripravo potrebne zakonodaje. Slovenijo naj bi razdelili na 10 pokrajin, med katerimi je Posavje združeno z Zasavjem. Evropske smernice ne zapovedujejo, zgolj priporočajo pokrajine z nad 100 tisoč prebivalci. V strokovni skupini pod vodstvom Boštjana Brezovnika so to upoštevali. Posavje z Zasavjem naj bi štelo več kot 130 tisoč ljudi. Sedež pokrajine bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Brežicah, sveta občin pa v Zagorju. A večina posavskih politikov si želi samostojne pokrajine Posavje. Ker smo zelo močna industrijsko, tudi elektro in ne vidim razlogov, zakaj nas zdaj so začeli priklapljati k Zasavju, ker od Zasavja dejansko jaz ne vidim, nismo čist nič dobili, razen ko so rudniki delovali še umazano Savo, drugo pa čist nič. V Slovenski ljudski stranki so glede predloga bolj spravljivi. Mislim, da je nujno, da se resno pristopi in sprejme ta zakon, kljub temu, da so, bom rekel, za nas Posavce mečken, da rečem, priključuje se tudi Zasavje, ki mogoče najbolj ne spada skupaj, ampak če hočemo stvar pripeljati do konca, bo mogel vsak tudi kaj popustiti. V svetniški skupini socialnih demokratov v zakonskem predlogu pogrešajo nabor nalog v pristojnosti pokrajin. Po moje bi bilo bolje, da damo več pristojnosti občinam, pa bi se ta problem s financiranjem, s vsemi temi potrebami popravil in pa mogoče povečamo glavarino in je zadeva za nas zaključena. Smisel decentralizacije je med drugim v tem, da ni treba po vsako soglasje romati v Ljubljano. To je bila zadnja zadeva, ki bi si jo želel, da bi postal ta srednji nivo dejansko zopet en nepremagljiv birokracijski aparat. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v predstavljanju pokrajinske zakonodaje povedal, da pri oblikovanju pokrajin ne bo nobene prisile. Brezovnik pa je obljubil izračun ocene, kakšen razvojni napredek bi lahko doseglo Posavje kot samostojna regija. Do končne odločitve bo bržkone preteklo še nekaj Save, so pa zato skupni jezik našli na Dolenjskem. Po večletnih pogajanjih z Elektrom Celje so na Mirenski občini dosegli dogovor o ureditvi daljnovoda pod zemljo. S tem bodo ukinili zračno linijo 20-kilovoltnega daljnovoda, ki poteka skozi del naselja. Letos poteka izdelava projektne dokumentacije, smo izvedeli na občini.
O tem, da v Mirenski dolini prebivalci pravijo električnemu daljnovodu po zraku ne hvala, smo že večkrat poročali. Združeni v civilno iniciativo Elektrika pod zemljo že nekaj let navajajo razloge proti zračnemu daljnovodu. Se pa zavedamo, da je naša trditev, da je bolj trajnostno in bolj trpežna elektrika, če je pod zemljo, in da bi s tem, da bi takoj začeli z ukopavanjem, prišparali Sloveniji veliko denarja, kajti čez par let ali pa čez par mesecev, ko bodo začeli daljnovodi padati zaradi vremenskih sprememb, podnebnih sprememb, se bo začelo ukopavati. Namirni se teh težav zavedajo, zato so se zavzeli za izgradnjo daljnovoda pod zemljo v skupni dolžini 1,3 km. To je pomembno za krajane, ki živijo v neposredni bližini. Vsi se zavedamo vplivov elektrike in sicer daljnovod, zračne linije sodijo v naselja. Zato je odločitev, ki je bila sprejeta, dobra za krajane. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če ga bodo pridobili do konca pomladi, bo lahko Elektrocelje še letos daljnovod uredil pod zemljo, poudarja Velečič. Daljnovod se ukinja v stanovanjski soseski Roje 3. Delno je že ukinjen v 2 leti nazaj spodnjem delu naselja od bivše fabrike oziroma tovarne Prevent do zdajšnje lokacije obstoječega A-droga in se nadaljuje skozi del naselja do linije, ki poteka od Sotle proti gradu. Iz občinske blagajne bo šlo približno 6500 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, pridobiti morajo tudi služnosti in gradbeno dovoljenje, ostalo pa je strošek Elektra, še dodaja. Tudi v Gorenje Maharovcu pri Šentjerneju se bodo kmalu veselili nove pridobitve. Tam se kažejo že končni obrisi novega križišča. Projekt je ključen z vidika varnosti predvsem šoloobveznih otrok, ki so na postajališču ob zelo prometni državni cesti, na kateri vozniki pogosto drvijo prek dovoljenih 90 km/h, vstopali na šolski avtobus dobesedno na cesti. Naložba, katere nosilka je Državna direkcija za infrastrukturo, obsega gradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč, pločnikov javne razsvetljave, zavijalnih pasov, otokov za umirjanje prometa in nov odsek proti Dolenje Maharovcu. Po novem se bodo vozniki zaradi večje varnosti pravokotno priključevali na regionalno cesto. Dolgoletna želja na cesti Šentjernej-Novo mesto, tukaj pri odcepu za Maharovec, je, da bi bilo krožišče, vendar se je direkcija za ceste odločila za križišče in je že v zaključni gradbeni fazi. Naložba, ki naj bi jo dokončali do konca marca, po njegovih besedah znaša 480 tisočakov, od česar bo občina prispevala dobrih 80 tisočakov. Zapora ceste bo zgolj med asfaltiranjem, pojasnjuje Selak. V občini pa na večletno pobudo vaščanov, zbrali so več kot 100 podpisov, urejajo tudi novo 500 metrov dolgo pešpot ob državni cesti med avtobusnim postajališčem Groblje in odcepom za Gručo. Ta odsek v bistvu je zelo nevaren za pešce. To v bistvu govori tudi že sama zgodovina vseh nesreč, ki so se tukaj zgodile na celem odseku. Tako da mi smo v prvi vrsti želeli varno pot domov in pa v šolo, predvsem za otroke. Na Gruči in v Ledeči vasi je več kot 40 šolarjev, med njimi tudi Blatnikov sin, ki kot prvošolec še ne hodi na avtobus. Kaj pa prihodnje leto? Ja. Boš pa hodil? Ja. Zdaj bo bolj varna pešpot do doma, kaj ne? Ja. Pešpot poteka po javnem dobrem, zato so se izognili odkupu zemljišč. Bo pa to pešpot, ne bo v prvi fazi asfaltirana, bo makadamska, ampak hkrati pa zelo, zelo varna. Je to skupna vrednost te naložbe je 20 tisoč evrov, to je sicer malo manjše, in sama gradbena dela so bili 14 tisoč evrov, ostalo pa drugi stroški. Prav gotovo občino pozivajo krajani, pa bi bila pešpot smiselna na celotni trasi od Šentjerneja proti Prekopi, ne le z vidika varnosti, ampak tudi kot asfaltirana kolesarska povezava. Še kako smiselno pa je skrbeti za mladim prijazno stanovanjsko politiko. Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim naložbenikom, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.
Poziv je namenjen mladim do 35. leta, občina pa bo sofinancirala rekonstrukcijo ali gradnjo stanovanja v višini 1000 evrov. Subvencija se poveča za 25% za vsakega otroka, starega do 6 let. Zainteresirani prosilci lahko vlogo dajo do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. novembra letos. 110 otrok iz 17 osnovnih šol iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je na gimnaziji Novo mesto udeležilo tradicionalne akademije znanja, ki je bila namenjena vedoželjnim in nadarjenim učencem 8. in 9. razreda. Zanje so gimnazijski profesorji in dijaki pripravili različne vsebine v obliki delavnic iz 7 predmetnih področij. Večina dijakov, ki je prostovoljno pomagala na delavnicah, se pred leti že predstavila na akademiji vlogi učencev. Meni je bila akademija znanja zelo všeč, zaradi tega, ker dobijo osnovnošolci neko globlje znanje oziroma nekaj, česar ne delajo v osnovni šoli. Jaz zdaj tukaj pomagam pri biologiji, ker mi je zelo zanimiva, zdaj se cerimo oči, sicer tudi ledvice, ampak pač tudi neko zanimivo znanje za osnovnošolce, meni je tudi zelo pritegnilo tudi takrat. Meni je bilo danes zelo všeč, ker sem veliko novega zvedla sploh o državi Japonski. Tudi suši smo delali, kar je bilo pač prvič v življenju. Druga sem ga že probala, ampak je bilo to pač meni bolj veselje. V 8 letih je Akademijo znanja obiskalo že okoli 2000 otrok, sicer pa je vsak učenec po svojem izboru lahko sodeloval na 2 delavnicah. V Semiškem kulturnem centru so že 5. leto zapored pripravili belokranjski abonma, ki so ga minulo soboto sklenili s koncertom učencev tamkajšnje glasbene šole Gradus ad Parnasum. Kot pravijo, želijo v okviru belokranjskega abonmaja predstaviti vse belokranjske kulturne ustvarjalce. Tako iz Metliške, tako iz Črnomaljske kot iz Semiške občine in tako je tudi sestavljen iz 3 večerov. Vsak večer nekako pripravi ena od občin in danes kot zadnja se tudi letos predstavlja Semiška občina z glasbeno šolo Gradus ad Parnasum. Gre za prvo zasebno glasbeno šolo v Beli krajini, ki sta jo pred 2 letoma ustanovila zakonca Banovec, ki v šoli otrokom in odraslim nudita individualni pouk iz solo petja, klavirja, orgel in dirigiranja. Predvsem pa si prizadevata za vsestranski glasbeni razvoj učencev. Danes mineva 75 let od osvoboditve najbolj zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. O slovenskih, tudi dolenjskih žrtvah ter preživelih taboriščnikih je na predavanju v Dolenjskem muzeju nedavno govoril zgodovinar Boris Hajdinjak. Hajdinjak je eden redkih slovenskih zgodovinarjev, ki se ukvarja z usodami Judov in Romov v času druge svetovne vojne. Dolenjci seveda kot Slovenci, in tudi ki so relativno pozno prišli, recimo v jeseni 1943 prvi, pa ne direktno v Auschwitz, so imeli zagotovo večje možnosti za preživeti. Ne vem, kaj rečem druga kot samo to, da mene vsaki preživeli taborišča enostavno neskončen spomenik življenja. Tistih slovenskih taboriščnikov, ki so v 40 letih prejšnjega stoletja preživeli Auschwitz, danes ni več veliko med živimi. Verjetno številka še vedno nekaj 10, koliko jaz vem, nisem več pričan, če še sploh kakšen moški, ženske poprečje pač dlje živijo, ampak jaz mislim, da kakih 20 žensk, 30 žensk bi še znalo biti. Spis, ki ga imam jaz sicer iz leta 2012. Ravno ena izmed poslušalk je omenila, da je najstarejša preživela, 106 let stara Fani Raček je nedavno umrla. Zato je naša naloga še toliko pomembnejša, da njihovo zgodbo ohranimo pri življenju, dodaja Hajdinjak. V Auschwitzu pa je bilo tudi veliko dolenjskih Romov. Slovenska udeležba v Auschwitzu je tudi v kontekstu Jugoslavije drugačna. V vseh ostalih jugoslovanskih državah nekdanjih je večina žrtev so Judje. Judje iz Hrvaške, Judje iz Bosne, Judje iz Srbije. V Sloveniji so največje žrtve Auschwitza Slovenci in imamo pač žal tudi to romsko komponento, ki druge ex-jugoslovanske države nimajo. In seveda Jude tudi. V Auschwitz so iz Novega mesta prepeljali 77 Romov, nihče med njimi pa ni preživel vojne. Da se grozote vojne ne bi nikoli ponovile. Preživite lep in ne glede na burno politično dogajanje miren večer.